Kerški preliv povezuje Črno in Azovsko morje. Čezenj je Rusija postavila most, ki povezuje celinski del države s Krimskim polotokom. Ta je bil do leta 2014 del Ukrajine. Nato so tamkajšnji prebivalci izglasovali, da se želijo priključiti Rusiji, no tedaj ima Rusija oblast na tem območju. Ne morejo se dogovoriti niti, kdo nadzoruje Kerški preliv. In kaj se je zgodilo? Ruska stran trdi, da so v nedeljo ukrajinski vlačilec in dve manjši bojni ladji brez dovoljenja vpluli v njihove vode. Ukrajinska stran pa pravi, da so ravnali v skladu z dogovorjenimi pomorskimi pravili in da niso naredili nič narobe. Ruska obalna straža je poskušala ladje ustaviti. Te so vseeno nadaljevale pot, zato so nanje najprej streljali, nato pa jih zasegli. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je v 10 provincah Ukrajine razglasil vojno stanje. Ocenil je, da so ti deli države v največji nevarnosti, da bi jih napadajo ruski vojaki. 30 dni bo tako imela vojska in policija na tem območju več pooblastil. Izvajajo varnostne preglede, prepovedali so javne shode, nadzirajo tudi delovanje medijev. Številni ljudje zdaj ugibajo, zakaj se je to zgodilo. V Ukrajini se bližajo predsedniške volitve, zato nekateri menijo, da si sedanji predsednik s temi ukrepi želi zagotoviti večjo naklonjenost volivcev. Po drugi strani pa si naklonjenost svojih državljanov zaradi nekaterih nepriljubljenih sprememb v državi želi tudi ruski predsednik Vladimir Putin.